Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Potem, ko je v javnost zašla korespondenca med Andrijano Starina Kosem in Janezom Janšo, sta Društvo Zares in LDS zagrozili s sklicem izredne seje državnega zbora in celo z interpelacijo vlade. Po sestanku vseh opozicijskih strank je sklep nekoliko drugačen. Dogovorili smo se, da bomo jutri predlagali predsedniku državnega zbora, da v imenu vseh naših poslanskih skupin predlaga predsedniku vlade čimprejšnji sestanek, na katerem bi lahko pojasnil nekatere okoliščine, ki so obremenjujoče zanj in za vlado. Danes smo se sestali 4 poslanske skupine in mi pričakujemo, da se bo sestal z nami. Predsednik vlade naj bi se sestal z opozicijo in pojasnjeval. Opozicija očitno premore veliko optimizma, čeprav je pripravljena tudi za primer, da bo predsednik vlade takšno srečanje odklonil. Možna je izredna seja, možna je preiskovalna komisija, možna je ustavna obtožba, možna je tudi interpelacija. Janez Janša je k vsemu temu dodal, da bi bila opozicija v vsaki državi, ki dosega takšne rezultate kot Slovenija, nesproščena in nervozna. Nekoliko nervozen je bil tudi obrambni minister Karel Erjavec, ki je nastopil na seji odbora za obrambo, kjer so razpravljali o mobilni vojaški bolnišnici Role 2. Pri nakupu te bolnišnice, za katero je država namenila 9 milijonov evrov, naj bi, kot je povedal Erjavec, nekaj milijonov evrov zmanjkalo. Večji del bolnišnice so že preselili iz Murske Sobote, kjer je neuporabljena stala od novembra 2005 v vojašnico generala Maestra. Tudi v Mariboru bolnišnice ne uporabljajo, saj Slovenska vojska še vedno nima za to usposobljenega zdravstvenega osebja. In še tisto, kar smo dobili, očitno ni kvalitetno, če zadeve rjavijo, če niso po slovenskih standardih, če nekje ni aparatur, ampak so samo kabli. Žal, še danes ne vemo, ali so te zabojniki novi, ali so prebarvani, ali so stari. Težava je v tem, da je minister Erjavec lani odboru za obrambo zagotavljal, da je z bolnišnico vse v redu. A so vas res zavajali? Očitno, me niso seznanjali s pravimi informacijami. Kdo pa je podpisnik bil tiste pogodbe, ki prej niste sicer najdel, ampak jo imate za to bolnišnico? Nepooblaščena oseba. Nepooblaščena oseba. Očitno je spet udaril James Bond. Erjavec o imenih torej ni želel govoriti. Zadevo je ministrstvo že predalo državnemu tožilstvu v Ljubljani, hkrati pa je bilo mogoče razumeti, da lahko primer Role 2 pripelje tudi do premikov v vojaški obveščevalni službi. Obveščevalna varnostna služba zadeve preiskuje in bodo ugotovili, kdo vse je odgovoren. Če je kdo odgovoren znotraj obveščevalne varnostne službe, bo seveda ta odgovarjal. Od 9 milijonov evrov vrednega posla bo, kot je videti, na koncu nekaj opreme le uporabljeno. Za 700 tisoč evrov je približno opreme, ki je neustrezna za Role 2. Med to opremo je pa tudi oprema, ki je ustrezna za delo v javnih zavodih. Gre za komplet endoskopije in pa laparoskopije, ki je vredna 350 tisoč evrov. To opremo bomo dali v uporabo javnim zavodom v zdravstvu. Hvala. Glavni tajnik sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Branimir Štrukelj je zavrnil trditve ministra za šolstvo in šport Milana Zvera, da so se pri spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja usklajevali. Še enkrat bi rad zelo jasno zavrnil trditve ministra, da smo se o spremembah zakona usklajevali. Težko razumem napoved ministra, da bo ministrstvo v jeseni pripravilo belo knjigo, ki naj bi artikulirala konceptualne spremembe v šolstvu. To je tako,
kot če bi učitelj najprej dal učencu oceno, potem bi pa začel spraševati. Ena glavnih tem je tudi pri tem zakonu vprašanje avtonomije. Medtem ko minister Milan Zver trdi, da naj bi novi zakon stopnjo avtonomije povečeval, je Štrukelj prepričan, da temu ni tako. Šole in vrtce se v bistveno globlji meri podreja lokalni in državni oblasti, ki pa je hkrati tudi politična. Komentar o srečevanjih s policijo. Tomaž Zanjuk. To sem jaz. To pa je primerjalna analiza policijske sproščenosti. Konec prejšnjega tedna sem se vrnil iz severne Nemčije, kjer je pod strogim nadzorom 16.000 policistov in celo nekaj enot nemške vojske v obmorskem letovišču Heiligendamm potekalo srečanje 8 najbogatejših in industrijsko najbolj razvitih držav vrh G8. Kljub najsilnejši varnostni operaciji v zgodovini Nemčije so se pripadniki posebnih enot nemške policije iz vseh koncev države osramotili, saj jim strani protestnikov načrtovanih miroljubnih blokad kopna in morja okoli Heiligendamma ni uspelo preprečiti. Ne glede na nekatere provokacije tako strani nemške policije kot iz najbolj razboritih v črno odetih protestniških vrst ter pravo propagandno vojno, ki so jo bila nemška trobila medijsko-državotvornega diskurza, je policija neuspeh sprejela športno, če že ne tudi popolnoma sproščeno. V istem duhu sem se tudi sam sprijaznil z enim podrobnim, a korektnim telesnim pregledom in nekaj mokrote zaradi priložnostnega curka iz vodnega topa. Nenazadnje smo se po zaključku vrha G8 z nemškimi policisti skoraj sočasno odpravili domov. Na rodni grudi pa me najprej počaka plačilni nalog domače policije. Državi sem dolžan 250 €, ker naj bi skupaj s predstavniki avtonomne tribune študentov vdrl v avlo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Policist, ki je pri parku Navje vodil postopek identifikacije, je moja pojasnila, da v povorki ne protestiram, ampak zgolj opravljam svoje novinarsko delo, očitno povsem nekorektno zamolčal ali preslišal. Se še dobro ne spravim k pisanju zahteve za sodno varstvo, sem že ponovno subjekt policijske obravnave. Tokrat sem ob kazni 700 € zaradi nespoštovanja, ne ve se prav natančno katerega ukaza uradne osebe, deležen še pred pričami v uho zašepetane osebne grožnje uniformiranega policista. Hitra primerjalna analiza nemških in domačih represivnih organov pokaže, da so nemški policisti sproščeni, vsaj početudi neuspešno opravljeni nalogi. In da bodo tako sproščeni tudi v domači policiji, šele ko bodo odločno stopili na prste uniformiranim posameznikom, ki vse vprek zlorabljajo policijska pooblastila. Kultura. V državnem zboru bo kmalu sprejet nov zakon o kajenju. Amandmaji k zakonu, ki jih je predlagala Majda Širca in bi omogočili kajenje na odru in v filmu, niso bili sprejeti. Za mnenje o tem smo povprašali igralca Borisa Cavazzo. Joj, kam gre to se skupaj? Mislim, da je to sploh en idiotski predlog, da ne bi v gledališču ali pa na filmu, da se ne bi kadilo. Recimo, če vzamemo te generacijske tekste, ki govorijo o drogah in tako dalje, in v teatru ogromno tega, kjer je treba joint, ga moraš zrolati in pokaditi. A pol pa kaj, se bomo odpovedali vsem tem tekstom, kaj, a ga bo zrolal, pa bo šel kam odzad, pa kadil, kaj zdaj. V Kiberpipi so predstavili knjigo Kako brati Jako Racmana. Portret delovanja korporacije Disney kot propagandnega stroja korporativne imperialistične ideologije. Zaradi zgodovinskih razlogov je bila latinsko-ameriška družba vezana na zahodni svet in vse, kar se je dogajalo v levičarskih ali naprednih intelektualnih krogih v Evropi, je naletelo na takojšnji odmev tudi med intelektualci v Latinsko-Amerike. Kolega Marko Crnkovič je predstavil svojo knjigo zbranih kolumen, ki jih je v zadnjih letih objavljal v množici slovenskih medijev. Mislim, da je kolumen 137, in sicer iz Financ, žurnala, dnevnika, predvsem in nekaj tudi iz Jane in premiera v Sloveniji prvič v knjižni obliki tudi izbor tekstov z mojih dveh blogov. Še vreme? Češki turisti so na morju zadovoljni, v jamah malo manj. Iz ljubljanskega studia 136 bile so to Vesti na vesti, nasvidenje.